Zdaj ste se preselili tule na Brdo, je karkoli drugače, kot je bilo v Ljubljani? Ne, mislim, da nekako smo že navajeni na te dve destinacije, ali smo v Ljubljani ali smo na Brdu. Tukaj smo že toliko let, tako da je konec koncev že domače, tako da smo navajeni in zdaj smo se zbrali končno, dokončno vsi skupaj in se bomo pripravili na ta ciklus tekem, ki nas čaka. Dejali ste dokončno nekaj igralcev, torej še manjkalo, ampak generalno pa je časa za priprave več, kot jih je sicer ponavadi dan, dva, pa že takoj tekma, zdaj vseeno nekaj treninga več se bo to tudi poznalo? Sigurno, mislim, da bi se moglo. Zdaj smo imeli 3 dni, 4 treninge, zdaj imamo še 4 treninge, če se ne motim nekje, tako da sigurno nek čas za uigravanje in tako naprej imamo. En težek ciklus, mislim, da toliko tekem še nismo imeli nikoli v enem ciklusu, tako da bo kar zanimivo, pestro, ampak konec koncev mislim, da smo vsi fit, kajti končali smo še niti ne dobrih 10 dni nazaj, tako da mislim, da smo vsi pripravljeni in že nekako komaj čakamo te tekme. Kaj ste počeli v prvih 3 dneh, čemu ste posvečali največ pozornosti, že kaj priprave tudi za prvo tekmo? Ne, mislim nekako konec koncev nismo še bili kompletni, nekako bolj taktično smo se usmerjali, nekako te izhodi od odzadaj, zaključki, malček igre, tako da nekako to bi bilo to. Verjetno, oziroma zagotovo, kaj veste tudi o Švedih, že tista taktična zadnja priprava zagotovo še sledi, mogoče samo nekaj osnovnih informacij, kaj že veste o Švedih? Ne, vemo, na kakšen sistem igrajo, nekje, kje pretijo te nekako njihove največje nevarnosti, ampak konec koncev mislim, da so vsi nevarni, kajti to so vse ekipe, s katerimi bomo igrali, so vse močne in je nekako treba potem 2 do 3 dni pred tekmo bomo analizirali boljše nasprotnike in potem nekako še bolj pripravili to tekmo, ampak mislim, da mora biti nekako bolj fokus na nas, da probamo čim boljše odigrati in probati osvojiti čim več točk. Kako naporen bo ta tempo 4 tekme v 11 dneh? Dobro, sigurno bo naporno, ampak mislim, da v klubih konec koncev igramo skoraj celo sezono vsake 3 dni. Mislim, da več ali manj imajo vsi fantje dokaj oziroma polne minutaže, tako da ne bi smelo biti tu nekih problemov. In kot sem že rekel, prvenstvo smo zaključili 10 dni nazaj, tako da smo mislim, da še vsi v ritmu. Kako vi gledate na to tekmovanje, na Ligo narodov, verjetno za te, recimo takole v navednicah, manjše reprezentance bolj dobrodošlo, večje pravijo, da je to pač neka serija pripravljenih tekem, tudi recimo Kevin De Bruyne je to dejal? Dobro, sigurno te večje reprezentance bojo nekako mogoče bolj gledali na to svetovno, ki jih čaka in so to kot neke mogoče njihove priprave ali kakorkoli. Mi smo zdaj šli en rang gor in se lahko samo veselimo in smo lahko zadovoljni, veseli, da imamo čast igrati proti takšnim nasprotnikom in se probati dokazati zdaj v čim boljši luči. Normalno želimo si ostati v tej skupini in probati narediti čim boljši rezultat. Mogoče še samo v vaši sezoni, če lahko podate oceno? Pa dobro, jaz nekako individualno kot posameznik mislim, da mi je ena boljših sezon, odkar igram nogomet. Zdaj klubsko oziroma ekipno normalno razočaranje je, kajti smo izpadli, ampak tudi to se zgodi v športu, zdaj bomo videli kako in kaj naprej. Zdaj se osredotočim tle na reprezentanco in potem bomo videli kaj in kako. Zato, ker zadnjič je Matjaž Kek dejal, da mogoče za koga tudi ta priložnost v reprezentanci, da mogoče tak grenak priokus po sezoni tukaj izboljša. Dobro, sigurno mislim, da vsakemu fantu je v čast se udeležiti nekega reprezentančnega zbora, konec koncev igramo za Slovenijo, hočemo se dokazati v najboljši možni luči in mislim, da nekako odklopiš te klubske obveznosti ali kakorkoli na stran in se nekako 100% pač prilagodiš te reprezentanci in probaš dati vse od sebe. Hvala.